Kačja dolina. Na ravnini pod gorami je stala vas, v kateri je živel gospodar, ki je imel 3 sinove. Prvi je bil Pankrac, drugi Servas, tretji pa Bonifac. Pankrac je oboževal polja in konje, Bonifac je skrbel za ovce in krave, srednji Servac pa je ves čas hodil po svetu. Nekoč je napolnil svojo torbo, se poslovil in ljudje ga niso nikoli več videli. Ko je gospodar umrl, je Pankracu zapustil hišo in zemljo, Bonifacu pa sobo v hiši, hrano in obleko in vsako prvo nedeljo v mesecu nekaj denarja. Oče je uredil oporoko in dediščino, potem pa umrl in na kmetiji je zagospodaril Pankrac. Bil je zelo priden gospodar, saj je zjutraj vstajal prvi in zvečer zadnji legel. Sosedje so ga nagovarjali, naj najame hlapca, vendar ni hotel. Zaradi bogatega posestva je postal zelo skop. Bonifac pa je bil zelo dober in radodaren človek. Svojo malico je raje delil revežem, nove hlače je podaril na pol golemu beraču, stare pa si je zakrpal in ni ga bilo sram. A Pankrac ga je grdo gledal in razmišljal le, kako bi se brata znebil. V gorah nad vasjo je bila prečudovita dolina, v katero se je prišlo skozi ozko sotesko. Ta dolina se je imenovala Kačja dolina, v njej pa je bilo toliko strupenih kač, da jim nobena živa duša ni ušla. Pankrac se je domislil, da bi se brata znebil tako, da bi ga poslal v Kačjo dolino po nekaj košev listja. Brat je Pankraca ubogal, si uprtal koš in odšel. Pred skalami ob vhodu v Kačjo dolino je zagledal staro ženico, ki ga je vprašala, kam gre. Bonifac se je ustavil in se čudil, saj je bila ženička njegova pokojna babica. Rekel je, da namerava v Kačjo dolino po listje. Babica je rekla: postavi koš na tla, steci domov po blagoslovljeno šibo in se vrni. Šibo mahaj pred sabo, in vse kače bodo bežale. To je skrivnost. Nikomur je ne povej. Babica to izgovori in takoj izgine. Bonifac stori, kar mu je velela babica. Ko je nabral listje in uprtal koš, je bilo listje tako težko, da se je kar krivil pod bremenom. Doma je stresel listje v hlev. Ko je Pankrac zagledal Bonifaca živega, se je začudil in jezno vprašal: kje si nagrabil listje? Kjer si ukazal, mu je odgovoril brat. Pankrac mu ni verjel, zato je odšel v hlev. Bil je obut v coklah in zaslišal je, kako v vsakem koraku nekaj zacingljalo. Pogledal je pod listje in zagledal ogromno cekinov. Odšel je iz hleva in še enkrat vprašal Bonifaca, kje je nabral listje. Bonifac mu je odgovoril, da ga je nabral v Kačji dolini. Pankrac je brata poslal na pašo, sam pa gledal vse listje, nabral cel kup cekinov in jih zakopal v zemljo na vrt. Minilo je nekaj dni. Čim bolj je Pankrac gledal zaklad, tem bolj ga je grizla lakomnost. Odločil se je, da tudi on pojde v Kačjo dolino. Oprtal si je koš in odšel, tako da nihče ni vedel, kam je odšel. Ko ga ni bilo nazaj ne zvečer ne drugi dan, ga je župan velel iskati. Nekateri so prišli vse do Kačje doline in na vhodu v dolino zagledali koš. Ob njem je ležal Pankrac, ves napihnjen in otekel zaradi kačjih pikov. Ker se ni nihče upal pod truplo, je brat Bonifac odšel skrivaj ponj. Pred sabo je mahal šibo, zato mu nobena kača ni storila ničesar žalega. Od smrti Pankraca je minil en teden. Vaščani so sedeli pod lipo, ko je stopil mednji tujec, Romar. Vaščani so mu povedali, kaj se je zgodilo pred enim tednom. Romar jim je dejal, da jim lahko pomaga, saj so ga sveti starčki naučili, kako pregnati kače. Vaščani so ga poslušali z odprtimi usti. Če v Kačji dolini ni nobene kače, ki ima krono na glavi, vam preženem vse kače. Vaščani so poizvedovali o beli kači, vendar je še nihče nikoli ni videl. Zato se je Romar odločil, da pomaga vaščanom in kače prežene. Vaščani so pred Kačjo dolino naredili 3 velikanske grmade. Romar jim pove, da bo splezal na hrast in ko bo dal znamenje, naj vaščani zažgejo vse 3 grmade naenkrat. In res se je tako zgodilo. Ljudje so zažgali grmade, Romar je splezal na hrast, edino Bonifac je ostal blizu drevesa.
Romer na drevesu je zažvižgal na čarobno piščalko. Tedaj se je skozi sotesko pocedil curek belih kač. Kače so se napotile v ogenj prve grmade, vse so zgorele v njej. Romer znova zažvižga. Skozi sotesko pridrvijo nove kače. Zaženejo se v prvo grmado, a ogenj se jih ne prime. Zaženejo se v drugo grmado, kjer vse poginejo. Romer zažvižga tretjič. Prisika nov val kač, ki razdenejo prvo grmado, razdenejo drugo grmado in poginejo šele v tretji grmadi. Ljudje se oddahnejo. Rešeni smo. A takrat znova zažvižga. Tako strašljivo, da ljudje zakričijo, a to ni Romer. Med pečinami se prikaže velika bela kača z diamantno krono na glavi. Plane skozi prvo, drugo in tretjo grmado ter goreča polena razmečena vse strani. Nato se ozre na hrast k Romerju. Romer zaječi in zaprosi: "Molite zame." Kača se ovije okoli hrasta in se začne dvigati navzgor. Že je pri njem. Piči ga, da omahne z drevesa. Nato se odvije s hrasta in zagleda Bonifaca. Približa se mu in mu pravi: "Jutri pridi v Kačjo dolino in s seboj prinesi 3 šibe. Toliko časa odrihaj s šibami po meni, dokler se ne bodo vse razlomile. Dobro delo bo storil sebi, meni in vsej vasi." Bela kača nato odide. Drugo jutro Bonifac navsezgodaj vstane in naredi tako, kot mu je prejšnji dan naročila bela kača. S 3 blagoslovljenimi šibami odide v Kačjo dolino. Tam zagleda belo kačo s krono na glavi, ki že čaka nanj. Stopi do nje in začne udrihati po njej s prvo šibo, dokler se ne zlomi, nato z drugo in nazadnje še s tretjo šibo, dokler ne ostane brez moči in ves krvav po rokah. Ko pa se prelomi še tretja palica, nastane popolna tema. Bonifac se onesvesti. Čez nekaj časa zopet odpre oči in pred sabo zagleda čudovito lepo deklico. Ta mu reče: "Zahvaljujem se ti, rešil si me. Bila sem vkleta v kraljico kač. Kačja dolina je zdaj tvoja. Krono pa odnesi v cerkev in okronaj z njo Marijo." Deklica nato izgine kot meglica. Doma Bonifac postane gospodar kmetije, oženi se z bratovo vdovo, vaščani pa ga spoštujejo tako močno, da ga izvolijo za župana.